Za marsikoga zelo presenetljivo kontrasten londonski derbi. Danes večer na Wembleyju Tottenham se je Chelsea lotil zelo podjetno, brezkompromisno in že v 16. minuti je z goloma Dele Allija in Harryja Kanea vodil z 2-0. Kasneje bi moral domači Tottenham zadeti vsaj še dvakrat, trikrat. Res lepe priložnosti so si preigrali domačini, medtem ko je Chelsea lezel sam vase in jasno je bilo, da bom danes poražen, kar se je dejansko kasneje tudi zgodilo. V polčasu je bilo 2-0. Na začetku drugega dela je Chelsea nekaj več le pokazal oziroma poskušal napasti, pa vendar dosegal nič, razen da je pustil v obrambi veliko prostora, ki ga je v enem od pobegov izkoristil Son s svojim 50. zadetkom za svoj Tottenham in seveda povišal na 3-0. Tedaj povratka za Chelsea ni bilo več in že smo razmišljali o tem, kdaj je Tottenham nazadnje Chelsea zmogel pogubiti s 3 goli razlike. To se je zgodilo leta 1985, s 3-0 pa je Tottenham premagal Chelsea nazadnje leta 1972, no, kljub temu se je Giroud podvizal tik pred koncem tekme in znižal, tako da le nekaj tolažbe na Chelseajevi strani. Vendarle je, kljub temu se bo Chelsea moral zaenkrat zadovoljiti s 4. mestom na lestvici, kajti prehitel ga je Tottenham, ki je zdaj, kakorkoli računamo, najboljši londonski klub v Premier Ligi in Tottenham v sredo v odločilni tekmi v skupinskem delu Lige prvakov prav tu na Wembleyju pričakuje milanski Inter in verjamem, da bo ta tekma tudi zelo zanimiva. Skratka, z visoko moralo Tottenham vstopa vanjo. Sicer pa še enkrat počrtam končni izid nocoj: Tottenham 3, Chelsea 1.